večer, spoštovane gospe, dobro večer, spoštovani gospodje, družina Glazur, dobro večer, članice in člani kluba prijateljev Univerzitetne knjižnice Maribor, slavnostni govornik Borut Gombač, dobrodošli na osrednjem dogodku ob slovenskem kulturnem prazniku, ki ga Univerzitetna knjižnica Maribor časti z otvoritvijo dragocene zasebne Glazarjeve knjižnice in z otvoritvijo dveh razstav. Z razstavo včasih zasebno, iz osebne zapuščine Janka Glazerja in s pregledno razstavo del Bogdana Borčiča. 2. februarja 1975 je v večna lovišča prišel duh Janka Glazerja. In tako v februarju obeležujemo spomin na profesorja, knjižničarja in dolgoletnega ravnatelja tedanje študijske knjižnice, Janka Glazerja. Pridobivanje osebnih zapuščin je stalnica Univerzitetne knjižnice Maribor, saj vsako leto dobijo svoje mesto v njej številne nove zapuščine. Z današnjim odprtjem Glazerjeve knjižnice se v knjižnem razstavišču že tretjič zapored predstavlja gradivo iz cikla, včasih zasebno iz osebnih zapuščin. Razstava je v celoti posvečena Janku Glazerju. Z rokopisom že doslej hranjenim v rokopisni zbirki Univerzitetne knjižnice Maribor in skrbnim izborom iz na novo pridobljenega gradiva. Avtorica razstave je doktorica Vlasta Stavbar in spoštovani zbrani, ker je bilo v to delo vloženo veliko truda. Lepo prosim za en aplavz, poklon gospe Stavbar. Z nami je tudi doktorica Vlasta Stavbar, kustosinja tokratne priložnostne razstave artefaktov, spominov, knjig Janka Glazerja, ki so v preddverju Univerzitetne knjižnice razstavljeni po vitrinah. Povejte nam kaj več o tej razstavi, ki je v bistvu spremna razstava ob otvoritvi nove Glazerjeve knjižnice. Res je, da ob odprtju Glazerjeve knjižnice v našem knjižnem razstavišču predstavljamo razstavo iz osebne rokopisne zapuščine Janka Glazerja. Namreč že tretjič zapovrstjo, torej ob slovenskem kulturnem prazniku, predstavljamo projekt Včasih zasebno, kjer predstavljamo osebne zapuščine. Tokrat smo jo seveda povezali z Glazerjevo knjižnico in predstavljamo torej osebno rokopisno zapuščino Janka Glazerja, ki jo hranimo v rokopisni zbirki Univerzitetne knjižnice Maribor. Predstavljeni so tisti rokopisi, torej ohranjene stvari, ki so prihajali v knjižnico v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko je Janko Glazer to knjižnico, torej zlasti vodil in kasneje tudi urejal rokopisno zbirko, ter tudi po njegovi smrti so njegovi sorodniki, zlasti hčerka profesorica Alenka Glazer, je del torej očetove zapuščine, je prišlo v našo rokopisno zbirko. Obogatili smo jo še leta 2014 z nakupom precejšnjega fonda dopisnic, namreč družina Glazer je bila med drugo svetovno vojno izgnana v Srbijo in obstaja ena korespondenca, ki se je pojavila na trgu in Univerzitetna knjižnica jo je kupila, kjer so v bistvu mariborski izobraženci si dopisovali z Glazerjevimi v Srbijo. Seveda pa smo skupaj z Glazerjevo knjižnico v lanskem letu pridobili tudi obsežno rokopisno zapuščino, ki seveda čaka še nadaljnje obdelave. Tako da na tej razstavi lahko vidimo rokopisno zapuščino Janka Glazerja, ki ga opredeljuje torej kot pesnika, urednika, ravnatelja, knjižničarja, pa še kaj. Očitno gre za eno kvalitetno in pregledno predstavitev Janka Glazerja, ki pa je morda slovenskemu občinstvu vsaj kot pesnik nekoliko manj znan. Ali obstaja kakšen načrt recimo za kakšno širšo predstavitev tudi njegovega pesniškega opusa? No, Janko Glazer je bil kar nekajkrat predstavljen tudi z tega pesniškega vidika. Naš namen je bil pravzaprav ga predstaviti vse to, kar je mogoče manj vidno
učem in je namenjeno številnim raziskovalcem. Torej, seveda obstajajo zato tudi, bom rekla, gradivo, ki je namenjeno tako z področja pesništva, tistih zgodnjih Glazerjevih ustvarjanj, ko je kot dijak klasične gimnazije pisal v dijaški list Bodočnost, pa potem prvi poskusi, pa potem tudi ohranjeno gradivo iz časa druge svetovne vojne. Tako da po tej strani, po pesniški, je Glazer kar obdelan. To rokopisno gradivo pa nudi kar precejšno možnost raziskovanja, zlasti obsežna korespondenca, kjer je si dopisoval res z različnimi sodobniki, tako v knjižničarskem, kulturnem, literarnem ali literarno-zgodovinskem pogledu. Hvala lepa. Tretji sklop predstavlja vpogled v Glazerjevo rokopisno zapuščino, ki je bila podarjena leta 2018 Univerzitetni knjižnici Maribor, skupaj z Glazerjevo knjižnico in bo v naslednjih letih tudi ustrezno strokovno obdelana. Gospa Petermanec, povejte nam, kako je prišlo do nastanka Glazerjeve knjižnice v okviru Univerzitetne knjižnice Maribor? Ta prizadevanja, da Glazerjeva knjižnica preide pod okrilje in pod patronat Univerzitetne knjižnice, je nastajala vrsto let. Pravzaprav je to na nek način naravna posledica sodelovanja z dolgoletnim ravnateljem študijske knjižnice, kasnejše Univerzitetne knjižnice. Namreč Janko Glazer je bil skoraj 50 let bibliotekar te knjižnice in kot tak je tudi v svoji osebni knjižnici zbiral gradivo, ga sistematično obdeloval in posledično je na nek način to korpus, ki bo resnično kulturno-zgodovinsko obogatil naš fond. Poleg te bogate zbirke knjig je pa zanimiva tudi sama oprema knjižnice, zelo je nenavadna. Ja, res je. Pravzaprav smo skušali, oprema je bila namensko izdelana. To je pesnik Janko Glazer dal glede na formate knjig, potem jih je uvrstil kot pravi bibliotekar tudi po zvrsteh in pohištvo je izdelano namensko in po meri. Skupaj z knjižnim darom in skupaj z še dragocenejšo korespondenco, rokopisi, na tisoče listov je, ki čakajo na naše raziskovanje, pa so nam sorodniki Janka Glazerja podarili tudi likovna dela iz te knjižnice, tako da smo skušali se približati repliki, tako kot je bila knjižnica v njegovem domu v Rušah. Z ozirom na dragocenost te knjižne zbirke verjetno ne bodo knjige v prosti izposoji. Za razliko od Maistrove knjižnice, ki je kulturni spomenik in je torej na nek način omejena dostopnost, bo Glazerjeva knjižnica služila raziskovanju, bo na nek način študijski prostor, kreativni prostor za izmenjavo idej, prostor branja in komornih predstavitev knjig. Gradivo, vsaj za enkrat, dokler ni popisano, ne bo za izposojo, bo referenčno, se pravi, da se bo ga lahko uporabljalo v sami knjižnici. Ko pa bo za nami ta kar zahtevna naloga popisa, pa morda skupaj z sorodniki dorečemo še kaj naprej. Termin otvoritve Glazerjeve knjižnice skoraj da se upada z razglasitvijo Glazerjevih nagrad tule v Mariboru. Ja, namreč namenoma smo umestili ta današnji slavnostni dogodek med 2. februar, namreč to je dan smrti Janka Glazerja, 1975. je umrl, in 8. februarjem kot kulturnim praznikom. Tako da smo izbrali ta 5. februar kot nekako namenoma. Hvala lepa. Iz Ruš, kjer je
Janko Glazer z družino domoval, pa prihaja tudi vsestranski ustvarjalec, glasbenik, producent, tudi sam pesnik, Peter Andrej, z uglasbeno in legendarno Glazerjevo pesmijo Ciproš. Peter Andrej. Zacvetvi. So naše frate rdeče, kako iz rane speče, pokaže, kaj se kri. Zelenil je gost, dreves, košatih in ptic v njem, nad krilati je zvon, brezskrben pev, kjer bučal Ciproš cvete rdeče, kakor iz rane speče, pokaže, kdaj se kri. Nocoj na ogled javnosti predajamo tudi pregledno razstavo del Bogdana Borčiča, ki nedvomno spada med tiste slovenske likovne umetnike, ki so svojim opusom pomembno doprinesli graditvi likovne umetnosti 20. stoletja pri nas. Grafični opus Bogdana Borčiča, ki ga je avtor vestno in sistematično zbiral, je pred leti doniral galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki, kjer so uredili tudi študijsko naravnan grafični kabinet Bogdana Borčiča. Z nami je Goran Milovanovič, direktor galerije Božidar Jakac iz Kostanjevice na Krki, ki med drugim hrani tudi celotno grafično zbirko akademskega slikarja in grafika Bogdana Borčiča
In del te zbirke je danes predstavljen tukaj na otvoritvi v Univerzitetni knjižnici Maribor skupaj z novo Glazerjevo knjižnico in razstavo, ki je posvečena Janku Glazerju. Bogdan Borčič, eden največjih slovenskih grafikov, in njegova zbirka je zato neprecenljive vrednosti. Kako ste pravzaprav prišli do te zbirke? Veliko čast in veselje nam je seveda bilo, ko je Bogdan Borčič prišel in ponudil oziroma smo se dogovarjali o možnosti, da njegov grafični opus pristane v Kostanjevici na Krki, na način, da se uredi kot grafični kabinet, ki bo na voljo bodočim generacijam, študentom za proučevanje njegovega opusa in pa na konec koncev tudi za proučevanje moderne likovne umetnosti in pa razvoja moderne likovne umetnosti na Slovenskem sploh. Bogdan Borčič je bil seveda zelo pomemben grafik, kajti je tista prva generacija študentov po drugi svetovni vojni, ki je diplomirala na akademiji, in v njegovem opusu je mogoče zaznati sledi profesorjev, ki so upeljevali znake in pa simbole v takratno moderno likovno umetnost 50-ih na Slovenskem. Mogoče zaznati premike, ki so bili vsled tako njegovega bivanja v Parizu, kot tudi potem odprtega mednarodnega grafičnega bienala v Ljubljani in pa seveda mnogih eminentnih grafikov, ki so tam delovali. Mogoče videti v tem njegovem zgodnem obdobju, ki smo ga tudi tukaj vključili na razstavo, pot, ki jo vsak umetnik išče, da se izvije nekako iz tega primeža akademijskega vpliva profesorjev na samega umetnika in začne razvijati svojo avtorsko poetiko, kar je pri Borčiču bilo zelo očitno z močno naslombo na nekakšen domicil njegovega očeta na otok Komižo, ko začne iz mimetičnih del pravzaprav izluščevati določene predmete in jih izpostavljati. To pa pripelje do samega vrhunca pravzaprav v ciklu Školjk, ko naredi celo analizo teh predmetov. No, današnja razstava je posebna ravno zaradi tega, ker gre za eno majhno retrospektivo in morda njegov ciklus Školjk je za opazovalce še posebej zanimiv zaradi tega, ker gre dejansko za neko študijo tudi Zlatega reza, za poglobitev, dejali bi sistematično, celo znanstveno poglobitev v školjke, in na skicah je tudi vidno, da je vsako školjko, ki jo je upodobil, jo je tudi imenoval. Se pravi, da gre za dejansko sistematični pristop k školjkam. Ja, ta pristop je bil izredno sistematičen. Borčič se je takrat pomagal celo z biologi, znanstveniki na inštitutu v Ljubljani, ki so mu lasersko rezali školjke, da je on proučeval strukturo in tako naprej. Seveda, Borčič je denimo bil tudi zelo navdušen ali pa, kako bi rekel, spoštoval je zelo svojega starejšega kolega Zorana Ditka, ki je v svoji znameniti knjigi, v svojem pedagoškem delu iskal te teoretične možnosti likovnega jezika, ne? In Borčič kot izreden pedagog je pravzaprav tukaj samo nadaljeval, se vplajal s temi znamenitimi tablami, ki jih je Didek takrat izrisoval na akademiji in so fotografije teh tabel tudi ohranjene. In s temi školjkami pravzaprav poskušal iskati tako zapiranje prostora, odpiranje prostora, prostor v globino, zlati rez, kot ste omenili, sistematičen objekt školjke kot tak, ki je seveda nek naravni fenomen za svojo, rekli bi lahko, formo, ki jo je seveda izoblikovala narava sama. Tako da je eden najbolj znamenitih njegovih opusov in po tem opusu mislim, da je Bogdan Borčič definitivno najbolj znan. Je pa tudi opus, kjer se pravzaprav predmetnost pri njem mogoče celo najbolj nasiči na likovnem listu.
kajti od tega cikla naprej začne reducirati prostor. Začne se seveda takrat v 80-ih tudi intenzivno ukvarjati s slikarstvom, pod vplivom bi lahko rekli njegovega večnega mentalnega mentorja Rotka začne v bistvu iskati barvo v prostoru, torej neskončnost prostora, to, kar je počel Rotko. In to poskušati seveda tako na platnu kot na na papirju. Seveda vemo, da je struktura platna in barve, pa grafične barve in papirja različna, ne, in je seveda tudi rezultat, ki ga je Borčič dobil najprej na platnu, potem pa tudi na grafikah drugačen. Ampak ves čas je iskal to redukcijo prostora, da je na koncu s preprostimi rečmi pravzaprav prišel do čistega minimalizma, do spet čiste objektivnosti kot take. No, tudi tokrat imamo njegova minimalistična dela tukaj in pa eno najpoznejših faz, ko se je skoncentriral na en sam likovni objekt, ki je bil prepoznaven. Tako da se v bistvu razstava zaključi nekje z to zadnjo fazo, ki je bila pa tudi zanimiva zaradi tega, ker, kot smo slišali že Pustosinja, je te svoje črne prostore naenkrat spremenil v bel prostor. V obeh primerih je abstrakten, ampak ta bel prostor je v bistvu neko brez prostorje in v njem lebdi nek likovni objekt, ki pa je iz zbirke njegovih, recimo temu, osebnih stvari. Tako je, ja. To si seveda lahko privošči umetnik potem, ko je dozorel in ko svojo likovni jezik in pa svojo pot pripelje nekako do konca. Ne? In Borčič je to seveda uspel. Mnogokrat sem pravzaprav naletel na umetnika, ki mi rečejo, zdaj sem v tej pa tej fazi, ampak še preveč časa imam, da bi prišel v to fazo, ki je prišel Borčič na koncu s temi svojimi preprostimi rečmi in pa s to belino papirja. Ne? Tukaj mogoče manjka edino čisto njegov zadnji cikel, ki pa je bil narejen po naročilu Dachauer v obletnici, kjer pa se pravzaprav dobro vidi redukcija vsega tega njegovega likovnega jezika nazaj do teh prvih predmetov in pa teh predmetov, ki se pojavljajo bodisi v obliki lune, bodisi v obliki mreže, bodisi v obliki ključev in pa raznih drugih zadev. In so seveda v tem zadnjem ciklu pa nekako spoznani v teh najbolj elementarnih pravzaprav predmetih samega taborišča, kot je krematorij, peč, celica, v kateri je bil zaprt in tako naprej. Tako da jaz mislim, da je pravzaprav seveda ta obrat zelo pomemben, po drugi strani je pa ravno z načinom tele grafike in pa še nekaterih, ko je Borčič pod črnino prerezal, pustil noter belo, spustil noter svetlovo in se na nek način osvobodil in šele takrat mislim, da je pravzaprav prekinil s to svojo taboriščno tematiko, če lahko tako rečem, ki se pravzaprav pojavlja v vseh njegovih grafikah, čeprav je on vedno trdil, da ko je Mušič naredil svoje serije, je on pravzaprav nehal, ker je Mušič povedal vse. Ampak v njegovi podzavesti je ta tema bila tako močna, da je pravzaprav vse mogoče jo najti v vseh teh njegovih ciklih. No, v tem zadnjem ciklu Dachauerskem, ki ste ga omenili, to je tako nekaj pretresljivega, namreč krematorij, peči so tako zgovorne, peči žarijo dobesedno. Neverjetno, kako je dosegel ta učinek z grafično tehniko tega žarjenja. Imaš občutek, da bo peč razneslo, zaradi tega, ker se notri kurijo ne telesa, ampak duše. In to dušo je uspel nekako projecirati, svojo dušo in dušo teh vseh umirajočih v te peči in v ta grafični ciklus, ki je nastal po naročilu ravno iz Dachauera. Hvala lepa za vaše izčrpne besede, hvala lepa, da ste Mariboru posodili to čudovito grafično razstavo in upam, da bomo z Univerzitetno knjižnico in z Galerijo Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki še sodelovali z kakšnimi zanimivimi razstavami. Hvala lepa. Janka Glazerja in Boruta Gombača povezuje marsikaj. Univerzitetni knjižnici Maribor tudi posvečenost besedi, pesništvu, knjigam. Literarni ustvarjalec, pesnik,
avtor radijskih iger, proznih del, pravljic, še in še, je znan obraz in avtor ne le ljubiteljic in ljubiteljev izjemne sodobne pesniške besede, ampak tudi knjižničar v Univerzitetni knjižnici Maribor. In ta večer slavnostni govornik večera, Borut Gombač. Ko se kakšen poletni dan znajdem na ribniškem pohorju z usti polnimi brusnic ali borovnic in se kot po nenapisanem pravilu odpravim k jezercu za jezerskim vrhom, se zmeraj ustavim ob leseni tabli, na kateri je natisnjena pesem Janka Glazerja Motiv s pohorja. Čeprav znam pesem že skoraj na pamet, se ji vsakič znova pustim hvaležno zapeljati. Gre za krajšo impresijo, ki jo kot mnoge Glazerjeve pesmi krasi prav posebna zvočnost, ritem in vonj po pohorju, občudovanem, ne pa tudi idealiziranem. Pesem se konča s preprostim, a zelo povednim verzom. Dolgo stal bi tu in zbiral misli, svoje bi v samoti. Vse, kar pesem pesnika Pohorja pripelje do zaključnega verza, je pravzaprav na nek način že zapisala narava sama. Znati tako tankočutno posluhniti določeni pokrajini in spregovoriti z njenim jezikom je seveda mojstrstvo. Odnekud morda odvesla iz pristana, ker na travi tiho sončijo se splali, se za hip odbil jesen. Odnekud čresla, ki suši se od usnjarni in puhti v poldan so parni, lesko v zraku zadiši. In nenadoma ozreš soncu vse in v luči. Spon mi zajameš priči in slastjo navzdol napneš. To je luč in to je vonj po domači zemlji znani, vse dišeči, obsijani. To je luč in to je vonj po razgretih frač varenju, po lesov, vetrov šumenju. Luč temno si oča v krvi in vonj po mladosti prvi.
Od poletja 2018 sta si Univerzitetna knjižnica Maribor in družina Janka Glazerja s predanostjo njegove hčere, profesorice Alenke Glazer, in Glazerjevim vnukom, doktorjem Damjanom Zazolo, podali roke in pričela se je skrbno načrtovana selitev osebne pesnikove knjižnice v prostore Univerzitetne knjižnice Maribor. Več o Glazerjevi knjižnici, novo pridobljenem prostoru v Univerzitetni knjižnici Maribor in seveda o procesu selitve pa nam bo povedala bibliotekarka Gabriela Polbič. Izvolite. Spoštovane, spoštovani. Izgubljeno. Poznamo izgubljena ljudstva, izgubljena mesta, izgubljene živalske vrste, izgubljene domovine, izgubljene družine. Izgubljeno je lahko karkoli, lahko za zmeraj. Seveda pa se izgubljeno lahko ohranja ali povrne skozi spomin, pripoved, pesem, knjigo. Knjige lahko torej tudi vračajo, ohranjajo in zato v knjižnicah ohranjamo knjige. Zato je današnji dan tako poseben, saj odpiramo Glazerjevo knjižnico v Univerzitetni knjižnici Maribor. Tako je, spoštovane in spoštovani, pred nami je sklepni dogodek večera in sicer vas vabim, da se skupaj sprehodimo do Glazerjeve knjižnice. Namenu jo boste slavnostno predali hči Janka Glazerja in ravnateljica Univerzitetne knjižnice Maribor. Z moje strani pa hvala lepa in seveda toplo vabljeni skozi prostore knjižnice do novo pridobljenega dragocenega prostora.